Letos smo želeli, da bi malo več spregovorili o položaju katoliške cerkve v slovenski družbi, ravno spričo in zaradi nekaterih trenj, ki jih velikokrat zaznamo. Da bi lahko imeli čim bolj objektivno in nepristransko sliko, smo želeli biti deležni enega pogleda od zunaj, nekoga od drugot mislim, ne iz naših krogov. In zato smo povabili, da nam je predstavil, kako vidijo sociologi, položaj katoliške cerkve v Sloveniji, in to je bil gospod profesor dr. Matej Makarovič, ki nam je včeraj predaval in potem tudi bil navzoč pri diskusiji, ki je sledila, tako da smo pravzaprav celo dopoldan posvetili temu. Izpostavil je glavne razloge, zakaj v slovenski družbi katoliška cerkev ne uživa tistih, tako rekli, simpatij ali pa nekega normalnega sprejetja, kakor je značilno za povprečno evropsko državo, s katero bi se moramo primerjati, zakaj nekatera pričakovanja katoliške cerkve naletijo navadno v javnem mnenju na takšen odpor, čeprav so zelo normalna in so ta pričakovanja pozitivno rešena v sosednjih deželah, dejansko v vsej Evropski uniji. In tukaj je naštel pravzaprav 3 razloge. Prvi je dediščina stare miselnosti. Ne smemo pozabiti, da je vendarle 50 let bil slovenski državljan vzgajan v prepričanju, da je vernost zasebna, strogo zasebna zadeva, ki v javnosti nima nobenega mesta. Tako je tudi opredeljevalo vero prejšnja ustava, se pravi ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije in Republike Slovenije, in je ta miselnost še vedno marsikje navzoča. Velik del naše slovenske populacije cerkve ne pozna, imajo zelo predstave o cerkvi, ki ni na njihovi lastni izkušnji, ampak po nekih predsotkih, in vse to potem rojeva to stanje. Drugi vzrok za obstoječe stanje je pa naša krivda na strani cerkve, komunikacijske težave, ki jih imamo v cerkvi, ko je treba komunicirati z javnostjo. In tretji dejavnik, tretji razlog so pa globalni, svetovni, bi lahko rekli, trendi, ta postmoderna družba, katere človek, ta kultura, katere človek je na vseh področjih, ne samo ko gre za cerkev, precej skeptičen in rezerviran do vsake avtoritete in do vsake institucije. Živimo v družbi, kjer ni več boj za preživetje glavna skrb, živimo v neki družbi, kjer je sorazmerno se dobro živi in torej ni več materialistična, ampak je postmaterialistična, se pravi, s tem se pa tudi odpirajo možnosti, ljudje iščejo duhovnih vrednot ali pa nekaj drugega, skratka, in tukaj se potem pa tudi odpirajo nove možnosti in tudi potrebnost cerkve in njenega oznanjevanja duhovnih vrednot. No, in potem predavanje, jasno je, sledila diskusija, sledila razprava o posamečnih točkah, razne pripombe in podobno. Popoldan včeraj smo pa govorili predvsem, gotovo, da bo veliko takih stvari, ki vas verjetno ne zanimajo, kot kakšno personalno dopolnjevanje raznih komisij ali ustanov škofovske konference, pač pa 2 stvari se mi zdi, ki vas lahko zanimata, sta pa to. Ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji
želimo tudi v katoliški cerkvi to veliko nalogo, ki je pred nami vsemi, prispevati. To, kar je seveda v naši moči in kar je v naši kompetenci. Gre za to, da najprej bomo v naši cerkvi molili za to, za Evropo, za Evropsko unijo. Skušali bomo nekako evropeizirati, če tako rečem, skušali bomo naše vernike senzibilizirati za evropske dimenzije, ki bodo sedaj tudi naše, za evropske probleme, predvsem tiste, ki se dotikajo kakšnih moralnih vprašanj, kot je recimo ekologija, okolje, mir na Balkanu in podobno. To so velike naloge, ki jih ima Slovenija in želimo ta prizadevanja podpreti z molitvijo in tudi z določenim senzibiliziranjem naših vernikov. Potem pa tudi želimo ljudem, ki bodo prav gotovo v tem obdobju bolj množično prihajali v Slovenijo, tudi ponuditi nekaj informacij o naši cerkvi, o naših lepotah, o naših cerkvah, o naši krščanski kulturi, predvsem tisti kulturni dediščini, za katero smo sami odgovorni. Druga stvar, ki vas tudi verjetno zanima, je pa to, da bomo od 21. do 26. januarja drugo leto vsi slovenski škofje šli v Rim na tako imenovani obisk ad limina. Po ustaljeni navadi in po kanonskem pravu morajo škofje vsakih 5 let obiskati Sveti sedež, poročati o stanju v njihovih škofijah. To se navadno sedaj tako dogaja, da gre cela škofovska konferenca, vsi člani škofovske konference obiščajo v Rimu razna, da rečem tako po domače, rimska ministrstva, se pravi razne cerkvene urade, cerkvene ustanove za razna področja in se tudi srečajo s papežem in mu tudi poročajo, skratka gre za tako reden obisk in letos je to, smo na vrsti mi. Zadnji takšen obisk je bil leta 2001, takrat je bil še Janez Pavel II, no potem se je stvar malo zavlekla, tudi zaradi menjave na Petrovem sedežu in tako smo sedaj na vrsti in seveda jasno, da je to velika naloga in smo veliko razprav posvetili tudi pripravi na ta obisk.